Pozdravljeni! V tem posnetku si bomo pogledali drugi Gaussov zakon v potrošnji. Drugi Gaussov zakon v potrošnji je definiran sledeče. Mejna koristnost prve dobrine skozi cena prve dobrine je enaka mejni koristnosti druge dobrine skozi cena druge dobrine, je enaka v splošnem mejni koristnosti posamezne dobrine, deljeno s cena posamezne dobrine, in vse skupaj pa je enako mejni koristnosti denarja. Za drugi Gaussov zakon v potrošnji potrebujemo sledeče 4 predpostavke. Podano mejno koristnost oziroma krivuljo povpraševanja, da se dohodek potrošnika v celoti porabi, da so dane cene vseh dobrin, da se mejna koristnost denarja ne spreminja in pa da imamo racionalnega potrošnika. Tak racionalni potrošnik se odloča po načelu mejna koristnost posamezne dobrine skozi cena posamezne dobrine je enaka mejni koristnosti denarja. S tem želi doseči svojo najvišjo skupno koristnost in pri tem doseže, da je, vsaka dodana koristnost enaka za vse dobrine. Grafični prikaz je sledeč. Narišemo najprej osnoven graf, narišemo premico, ki se premika v tretjo dimenzijo, vrišemo za ta primer 3, lahko pa tudi manj različnih grafov, torej najprej koordinate, ki jih označimo z ceno posamezne dobrine, v tem primeru A, in količino posamezne dobrine A, in to ponovimo za vse 3 grafe. Nato vrišemo krivulje povpraševanja. Te krivulje povpraševanja so definirane z mejno koristnostjo za posamezno dobrino. Marginal utility je enako mejna koristnost. V začetku imamo torej 3 grafe z podanimi krivuljami za povpraševanje. Nato pa pogledamo. V ravnotežju vemo, da velja pogoj. Mejna koristnost za A skozi cena A je enaka mejni koristnosti skozi ceni za vsako posamezno dobrino, kar je enako mejni koristnosti denarja. Določimo velikost mejne koristnosti denarja, da bo taka konkretno. Če boste imeli v primeru računske naloge, je ta seveda jasna iz danih podatkov, vendar pa za potrebe risanja tega grafa in pa tega posnetka predpostavimo mejna koristnost denarja tako visoka. To višino si je najlažje označiti na primer na svinčniku in jo nato prenesti na graf. Te višine ustrezajo, prenesemo še na drugo in na koncu bomo imeli 3 te višine, ki jih nato medsebojno povežemo in dobimo nekakšno lestev. V primeru, da se dohodek dvigne, se mejna koristnost denarja jasno zniža, kar pomeni, da bo ta višina nižja. Ponovimo postopek, to višino prenesemo na grafe in kjer ta višina zadene krivuljo za povpraševanje, tam imamo definirano količino. To ponovimo za vse 3 grafe, jih povežemo in dobimo ponovno lestvico. Pomembno za drugi Gaussov zakon pa je po drugi strani za njegov alternativni prikaz, so pa tudi krivulje ravnodušnosti in pa dohodkovna premica. Pa najprej spoznajmo krivulje ravnodušnosti. Krivulje ravnodušnosti nam dejansko kažejo substitucijo med dobrinami x in y. Krivulja nam kaže vsa razmerja, po katerih lahko dobrini x in y menjamo, zato da bomo ohranili enako stopnjo zadovoljstva. Zadovoljstvo na celotni tej krivulji je enako utility 1, se pravi neki skupni koristnosti. Naklon te krivulje v posamezni točki pa nam pove, v kakšnem razmerju smo med dobrinami ravnodušni. S kakšnim razmerjem lahko dobrini menjamo, s tem, da ohranimo enako skupno koristnost. Zaradi prvega Gaussovega zakona, ki smo ga spoznali v prejšnjih posnetkih, vemo, da mejna koristnost posamezne dobrine pada, kar pomeni, da se ta krivulja ravnodušnosti dejansko ukrivi in vedno bolj v desno moramo izpad dobrine y nadomestiti z vedno večjim dodatkom dobrine x. Recimo, če se vzamemo tukaj 1 cm, tako rekoč na grafu 1 cm izpada dobrine y, smo nadomestili s takim dodatkom dobrine x, medtem ko če tukaj spet dodamo isti izpad dobrine y, je razlika v
količini dobrine x, s katerim nadomestimo izpad dobrine y, zelo velika. Ali če gledamo obratno, z enako količino x nadomestimo vedno manj dobrine y. Temu naklonu krivulje ravnodušnosti v posamezni točki rečemo mejna stopnja substitutivnosti med dobrinami, torej koliko y zamenjamo za koliko x. V levo ta, se pravi, mejna stopnja substitutivnosti narašča, v desno pa jasno pada, kot smo pojasnili zgoraj. Pomembno je tudi, da obstaja neskončna količina krivulj ravnodušnosti, pri čemer moramo vedeti, da na neki točki dosežemo točko saturacije, dosežemo najvišjo možno skupno koristnost. Krivulje ravnodušnosti torej jih je neskončno, vendar se v nobeni točki ne sekajo. Indiferenčne krivulje se ne morejo sekati, zato ker na eni indiferenčni krivulji ležijo točke, ki nam prikazujejo vse kombinacije dobrin x in y, med katerimi je potrošnik ravnodušen. To pomeni, da je potrošnik ravnodušen med kombinacijo dobrin iz točke A in med kombinacijo dobrin iz točke B, in se pravi še v vseh ostalih kombinacijah dobrin iz te indiferenčne krivulje. Prav tako je po definiciji potrošnik ravnodušen med vsemi kombinacijami dobrin iz druge indiferenčne krivulje, torej je indiferenčen tudi med točko B in C. Posledično, ker je potrošnik ravnodušen med točko A in B in točko B in C, je zaradi tranzitivnosti ravnodušen tudi med točko A in C. To kontrira definiciji indiferenčnih krivulj, saj ne moreta dve točki, med katerima je potrošnik ravnodušen, ležati na različnih indiferenčnih krivuljah. Posledično se indiferenčne krivulje nikoli ne morejo sekati. Krivulje ravnodušnosti se pojavljajo v različnih oblikah. Dve skrajni možnosti sta krivulja ravnodušnosti za popolne substitute in pa krivulja ravnodušnosti za komplemente. Pa si pogledamo najprej krivuljo ravnodušnosti za substitute oziroma popolne substitute. To, da sta dobrini substituta, pomeni, da lahko izpad neke dobrine, se pravi dobrine x, nadomestimo z nekakšnim povečanjem dobrine y, oziroma obratno, da lahko zmanjšanje dobrine y kompenziramo s povečanjem dobrine x. Torej, tukaj govorimo dejansko o povečanju in zmanjšanju količin dobrine x in y. Vkolikor sta dobrini substituta, je krivulja ravnodušnosti, se pravi iz osnovne ukrivljenosti, vedno bolj ravna. Torej, tukaj prikazujemo dve dobrini, ki sta dejansko zelo dobra substituta. Popolna substituta pa imata krivuljo ravnodušnosti v obliki linearne premice. To pomeni, da izpad ene dobrine, se pravi zmanjšanje količine dobrine y, nadomestimo z vedno enakim povečanjem količine x, kar pomeni, da je mejna stopnja substitutivnosti med dobrinama ves čas enaka. Medtem pa poznamo tudi komplemente. Komplementi pa so optimizirani zgolj v eni točki in povečevanja izpada ene dobrine ne moremo nadomestiti niti s tako velikim povečevanjem druge dobrine. Torej, če smo mi v tej točki in le malo zmanjšamo y, vidimo, da ga ne moremo nadomestiti niti z neskončnim povečanjem x. Na višjo krivuljo ravnodušnosti z višjo, se pravi, skupno koristnostjo, lahko pa skočimo, če povečamo obe dobrini v razmerju, v katerem sta bili v začetku. Če rabimo nx pa ny, bomo na novo krivuljo prišli, če dobimo 2y pa 2x. To je zdaj zgolj primer, lahko imate pač poljubne možnosti kombinacije obeh dobrin. Krivulje komplementov imajo značilno pravokotno obliko v koordinatnem sistemu. Primer komplementa bi bila na primer koordinat in kipica
sladoleda. Zaužijemo jo lahko skupaj, saj kepica sladoleda brez korenit, saj nam kepica sladoleda brez korenita ne da, pač praktično nobenega zadovoljstva. Po drugi strani pa nam sam korenit tudi ne da nobenega zadovoljstva. Še boljši primer pa bi bil na primer bencin in avto. Rabimo en avto in pa določeno količino bencina, da prevozimo določeno razdaljo. Naprimer, da se pripeljemo iz Ljubljane na Primorsko. Zdaj, če bomo imeli več bencina, nam bo pač ta ostal v tanku in ne bomo imeli večjega zadovoljstva. Isto pa, če ga pa ne bo, se pravi, če pa sploh ne bomo imeli bencina ali pa če bomo imeli neomejeno količino bencina in nobenega avta, pa se ne bomo mogli sploh nikamor prepeljati, kar pomeni, da tudi ne bomo zadovoljni. Drugi del, o katerem sem govoril zgoraj, ki je pomemben za drugi Gaussov zakon, pa je dohodkovna premica. Zdaj, dohodkovna premica prikazuje objektivno stopnjo substitutivnosti med posameznima dobrinama x in y. Objektivna zato, ker je določena na trgu s tržnimi cenami. Dohodkovna premica je določena v dveh točkah. V točki, kjer določimo največjo vrednost y in po točki, kjer določimo največjo vrednost x. Ti dve točki v bistvu določimo na način, da dohodek delimo s ceno posamezne dobrine in tako določimo največjo količino posamezne dobrine, ki si jo lahko privoščimo. Nato pa samo te dve točki povežemo z linearno premico. Vkolikor želite, pa lahko za posamezno točko pač seveda preverite po enačbi, se pravi dohodek je enak cena x krat količina x plus cena y krat količina y, katerakoli točka na tej premici ustreza temu pogoju in v katerikoli točki na tej premici porabimo celoten dohodek. Za prikaz drugega Gaussovega zakona moramo združiti dohodkovno premico in krivulje ravnodušnosti. Torej, združiti moramo objektivno, se pravi objektivno zamenljivost na trgu, in pa subjektivno, torej subjektivne preference in zamenljivost dobrin za vsakega posameznika. Ponovno narišemo dohodkovno premico in krivuljo ravnodušnosti. Izpišemo enačbi, ki nam ponazorita torej naklon posamezne premice. V primeru krivulje ravnodušnosti gre za krivuljo, zato gledamo odvod te krivulje in vidimo, da je ta odvod mejna koristnost dobrine x skozi mejna koristnost dobrine y. Medtem ko pri dohodkovni premici imamo ta objektivni element cen in je razmerje zamenljivosti med dobrino y in dobrino x enako razmerju med ceno dobrine x in ceno dobrine y. Torej, kot vidimo, objektivno in pa subjektivno, se pravi objektivno iz trga in subjektivno za vsakega posameznika. Če oba grafa združimo v en graf, lahko v točki, kjer je torej krivulja ravnodušnosti tangenta na dohodkovno premico, v tej točki doseže potrošnik optimum. V tej točki vemo, da je naklon krivulje ravnodušnosti enak mejni koristnosti x skozi mejno koristnost y, istočasno pa vemo, da je iz dohodkovne premice ta naklon enak razmerju med ceno x in ceno y. Vzamemo samo drugi del enačbe, se pravi mejna koristnost x skozi mejna koristnost y enaka ceni x skozi ceni y. Enačbo preoblikujemo in dobimo, da je mejna koristnost x skozi cena x enaka mejni koristnosti y skozi cena y, kar je drugi Gaussov zakon, kot smo ga spoznali zgoraj. Najlepša hvala, da ste si ogledali ta posnetek. Upamo, da smo vam uspešno razložili snov. Ukolikor imate še kakršnakoli vprašanja, se brez problema obrnite na nas. Se vidimo na naslednjem posnetku. Adijo!